Naše kapacitete pa so že sedaj polne. S čigavim denarjem bo naša država financirala njihovo namestitev, četudi bo to uradno le začasna, z denarjem vseh nas. S nekdanjim nemškim notranjim ministrom Friedrichom pa se v pogovoru dotaknila tudi gospodarske situacije v Sloveniji, Nemčiji in Evropi nasploh. V Sloveniji imamo 100 tisoč, pa še nekaj brezposelnih. V Evropski uniji jih je 24 milijonov. Strinjala sva se z oceno, da bi nemško gospodarstvo, ki naj bi bilo glavni razlog za povabilo Angele Merkel migrantom v Nemčijo, lahko in celo moralo kot najmočnejši del gospodarstva znotraj Evropske unije odpirati delovna mesta drugod po Evropi in najprej poskrbeti za socialno šibke znotraj meja Evropske unije. Delovne sile imamo dovolj, ne bi jo smeli na nehuman način uvažati iz islamskih držav. Če ne bomo v 3 tednih zaprli šengenske meje, se bodo začele zapirati nacionalne meje. Nemčija že počasi spreminja stališče. Počasi, da ohrani svoj položaj moči. Vlada Republike Slovenije govori, da je vse pod nadzorom. Hkrati pa napoveduje, da bo v Evropo v 5 letih prišlo še 20 milijonov migrantov. Že močna mornarica Grčije bi v pomoči drugih evropskih držav lahko preprečila naval migracij iz afriških držav in tako preprečila organizirano tihotapljenje ljudi, izkoriščanje ljudi in služenje milijonov na račun nemočnih. Svojimi izjavami in napovedmi se vlada Republike Slovenije dobesedno norčuje iz lastnih državljanov. Pretvarja se in zavaja javnost. Ideje in napovedi Slovenske ljudske stranke so se že velikokrat pokazale kot resnične in zelo napredne. Celo toliko, da jih mnogi ne razumejo in nočejo razumeti, nato pa jih razvoj dogajanja prisili v takšno razmišljanje. Predsednik vlade, dr. Miro Cerar, je tako moral sprejeti izvirno našo pobudo, ki je temeljila na analizi, argumentih in predlogih. Spomnimo se samo, kako se je zunanji minister Karel Erjavec norčeval iz naših predlogov o postavitvi ograje, sedaj pa je naše predloge povsem posvojil. In spoštovani, samo mi še ne spreminjamo in zaostrujemo azilne zakonodaje. Evropsko unijo, evropske odločevalce pozivamo, da čim prej odpravijo sankcije za Rusijo. Pričakovati je, da bo Rusija storila enako in dvignila svoj popolni embargo tudi na uvoz večine hrane iz Evropske unije. Ni prav, da se zavezniki v boju proti terorizmu ekonomsko izčrpavamo, trpi gospodarstvo in kmetijstvo, tudi slovensko. Pričakovali bi, da bi se tega odločevalci v Evropi zavedli sami, ne da bi jim moral nekdo odpreti oči, da spregledajo. To je le še en primer, ki kaže na to, da se tudi Evropa ne zmore aktivno odzivati na nova dejstva. V prvi vrsti je današnji kongres namenjen sprejetju 2 ključnih dokumentov v delovanju vsake stranke. To sta, kot pove že ime kongresa, naš statut in naš program. Oba sta bila v zadnjih mesecih deležna temeljite prevetritve. Danes bomo skupaj slišali predstavitev prenove obeh dokumentov, nato pa boste vi, delegatke in delegati, odločali o njihovem sprejemu. Kasneje vam bodo predstavljene najobširnejše spremembe statuta Slovenske ljudske stranke, ki izhajajo iz poglobljene analize stanja, ki ga je takoj po neuspešnem izidu zadnjih parlamentarnih volitev izvedla skupina za analizo in strategijo pod vodstvom dr. Andreja Umeka in mnogih notranjih in zunanjih strokovnjakov. Pri prenovi statuta Slovenske ljudske stranke so imeli pomembno besedo tudi odbori stranke in vi, spoštovane članice in člani, ki ste podajali svoje predloge. Prav vsakdo je imel priložnost sodelovati. Glavno tajništvo je sprejete predloge lokalnih in regionalnih odborov stranke
za spremembe v pregled posredovalo statutarno-pravni komisiji SLS, ki jo vodi Aleš Veher. Ta pa je s svojimi pripombami poslala v obravnavo izvršilnemu odboru Slovenske ljudske stranke. Najpomembnejše, kar smo želeli doseči spremembo statuta, je odpreti vrata stranke vsem, ki želijo soustvarjati prihodnost Slovenije. Velik poudarek je na sodelovanju mladih pri političnem delovanju stranke, pa bodo lahko sodelovali tudi tisti deli splošne in strokovnih javnosti, ki niso naši člani, a verjamejo, da smo na pravi poti in želijo pomagati. Za nas je bistveno, da v Sloveniji razvijemo pravo stranko širine, stranko desne sredine, ki dela za ljudi. Statutarne spremembe tako izhajajo iz preverjenih dobrih praks velikih in močnih evropskih ljudskih strank, ki že desetletja vodijo najuspešnejše evropske države. Hkrati pa tudi s terena, iz vaših lastnih izkušnji. Z novo ureditvijo daje Slovenska ljudska stranka še večjo vlogo svoje mreži na lokalni ravni, ki je že sedaj med najmočnejšimi v Sloveniji. Večjo vlogo bodo tako imeli občinski in regionalni odbori, občine in lokalne skupnosti, strokovna združenja in organizacije, pri ustanovitvi katerih smo v 27 letih aktivnega političnega delovanja odigrali ključno vlogo. Nekatere od njih že dolga leta uspešno vodite tudi mnogi iz te dvorane. Sodelovali bodo lahko tudi vsi ostali, ki zagotavljajo, da Slovenija ostaja operativna vsaj na tistih področjih, ki so ljudem najbližje. V naše vrste z novim statutom vabimo vse ljudi, ki tako kot mi verjamejo in vedo, da se z delom in vztrajnostjo življenje v Sloveniji lahko izboljša. Verjamemo, da ni pomembno, kdo ste, kaj počnete in kaj ste že bili. Ne želimo, da le glasujete za nas. Želimo, da sooblikujete prihodnost Slovenske ljudske stranke, da bo stranka lahko sooblikovala prihodnost za boljšo Slovenijo. Slovenska ljudska stranka po današnjem kongresu ne bo več le stranka ljudstva, ampak bo postala organizacija ljudstva. Spoštovane delegatke in delegati, ko bomo z novim statutom Slovenske ljudske stranke prenovili temelje za organizacijo našega delovanja, bo naslednja ključna sestavina zgodbe v uspehu prepričljiv program Slovenske ljudske stranke. Tudi njegove prevetritve smo se lotili premišljeno in postopno. Največjo vlogo je imela skupina za prenovo programa pod vodstvom magistra Petra Volaska, ki v sodelovanju s strokovnim svetom pod vodstvom dr. Andreja Umeha v okviru programskih dokumentov najprej ubesedila naše osnovne vrednostne usmeritve. To so temeljna načela Slovenske ljudske stranke. Ta etična izhodišča so povsem v sinergiji z vrednotami Evropske ljudske stranke in zgoščeno predstavljajo bistvo našega delovanja. Preprosto povedano, temeljna načela Slovenske ljudske stranke govorijo o tem, kdo smo in kaj želimo. SLS se jasno opredeljuje za sodobno, široko evropsko ljudsko stranko, krščansko-demokratske usmeritve, torej za odprto stranko zmerne desne sredine. Namen Slovenske ljudske stranke je soustvariti državo, ki bo spodbujala trajnostno, družbeno odgovorno, ustvarjanje pogojev za blaginjo, osebni razvoj in človeško dostojanstvo vseh državljanov. Smo državotvorna stranka in ponujamo optimalen model, ki je sprejemljiv za najširšo slovensko javnost. Slovenska ljudska stranka ne želi odpirati ideoloških tem, pač pa je izrazito zazrta v prihodnost. Vizija Slovenske ljudske stranke je postati vodilna slovenska stranka svobodnih in razvojno mislečih ter ljudi z jasnimi usmeritvami ter celovitimi rešitvami za gospodarsko razvojne, okoljske, kulturne, socialne, medgeneracijske in duhovne izzive sedanjosti in prihodnosti. Ta načela prežemajo vsak vidik novega programa.
To je osrednji dokument, ki na povezan in konsistenten način predstavlja ključna programsko-politična izhodišča do posameznih področij. Pri njegovem oblikovanju smo izhajali iz dveh jasnih predpostavk. Prvič, program ne sme biti sami sebi namen, in drugič, program mora tako funkcionarjem kot članom stranke nuditi vsebinsko, konzistentno oporo za njihovo politično delovanje. Tudi prenovljen program Slovenske ljudske stranke vam bo temeljito predstavljen, a bom, če dovolite, na kratko povzel njegove glavne poudarke. Prepričan, da ga boste, tako kot jaz, tudi vi vzeli za svojega. Naš program temelji na zagotavljanju dostojnega življenja državljank in državljanov. Hočemo pomagati ustvariti državo, ki bo ljudem dovolila, da si z lastnim delom omogočijo lepo in dostojno življenje. Združuje tako evropske vsebinske politične poudarke Evropske ljudske stranke, saj je Slovenska ljudska stranka prva polnopravna članica Evropske ljudske stranke iz Slovenije, kot tudi jasno opredeljena stališča do slovenske politične situacije. Njegova bistvena vsebinska lastnost je predvsem v tem, da se zavedamo, da morata biti tako država, kot tudi gospodarstvo v službi potreb in interesov slovenskih državljanov, in to vseh, ne le družbenih elit. Temelj visoke kakovosti življenja v slovenski družbi, za katero si prizadevamo, je zdravo in uspešno gospodarstvo, ki temelji na dobrem gospodarju. Dober gospodar misli na celoto in se zaveda, da lahko za nujne družbene dejavnosti, kot so izobraževanje, zdravje, sociala, skrb za nemočne in tako naprej, porabi le toliko, kolikor je ustvaril. Zato je naša prvenstvena naloga izboljšati oziroma kar ozdraviti slovensko gospodarstvo, vključno s kmetijstvom, ki je njegov neločljivi del. Zato, da bomo lahko omogočili mladim kakovostno izobraževanje, dosegali zaradi visoke konkurenčnosti visoko zaposljivost delovne sile, tako mlade kot starejše, ter omogočili ostarelim dostojno pokojnino in človeku prijazno starost. Ključ je torej v odličnem gospodarstvu, ki omogoča poln razcvet človekove ustvarjalnosti, ki se je družba veseli in jo nagrajuje. V luči teh ciljev je osnutek programa Slovenske ljudske stranke pravzaprav zgoščen manifest zaupanja v sposobnost slovenskega človeka in čvrsta osnova za dosledno, politično prepričljivo in zato tudi uspešno delovanje Slovenske ljudske stranke v prihodnosti. Tretji programski dokument bo akcijski načrt Slovenske ljudske stranke. To bo izvedbeni dokument s konkretnimi ukrepi in aktivnostmi, ki bo ostal najbolj odprt, ki se bo skozi čas spreminjal, predvsem dopolnjeval z novimi ukrepi in novimi akcijami, ki jih bomo ocenili za nujne. Obenem bomo iz njega sproti umikali že uresničene cilje. Ta dokument bo torej najbolj živ in aktualen ter podlaga za kasnejši volilni program. Pri naših treh programskih dokumentih gre za kontinuiteto načel in hkratno prehajanje iz makro na mikro programsko raven. Vse to pa omogoča naravno prehajanje in uporabo teh programskih dokumentov ne le v volilnem programu, ampak tudi v koalicijskem programu vlade, v katero bomo, verjamem, čim prej in prepričljivo prišli. Vsaka resna in odgovorna stranka si želi vladati oziroma sodelovati pri upravljanju države. Tudi mi resno jemljemo to nalogo in ji, kot vidite, posvečamo vse politične in organizacijske napore. Prepričan sem, da bomo z našimi programskimi dokumenti pritegnili širši krog somišljenikov in podpornikov. Temu primeren bi moral biti na to tudi volilni rezultat. Saj smo stranka, organizacija ljudstva, iz njega izhajamo in zanj odgovorno delujemo. V tem smislu želimo nadaljevati najboljše iz Demosa, najboljše iz slovenske pomladi. Slovenski državljani si zaslužijo, da naša družba kakovostno dokonča tranzicijo
in končno preide v slovensko poletje, v razcvet, ki ga že predolgo pričakujemo. Tam bomo lahko zaživeli visoko evropsko kakovost življenja. Spoštovani, 20. decembra bomo državljanke in državljani povabljeni na referendum, kjer bomo odločali o ohranitvi ali zavrnitvi v Državnem zboru sprejetih sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V Slovenski ljudski stranki ne vidimo nobenega razloga, da bi z redefinicijo družine spodkopavali enega od temeljev slovenske in evropske družbe. Obžalujemo, da je politika na nespreten način išče rešitve z odpravo ene protiustavnosti z drugo. Zamenjava očeta in matere s partner 1 in partner 2 krši ustavni kategoriji očetovstva in materinstva, ki jo varuje 53. člen Ustave Republike Slovenije. Predlog odvzema tudi pravice osnovni celici naše družbe, družini. Zato v Slovenski ljudski stranki pozivamo k zavrnitvi zakona. Nedopustno pa je tudi, da bi bile komorkoli, kateremukoli državljanu in državljanki Republike Slovenije kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Zato smo v Slovenski ljudski stranki predlagali, da se vse pravice istospolnih partnerjev uredijo v posebnem zakonu. Članstvo smo že pozvali, naj v pripravah na referendum sodelujejo s koalicijo Za otroke gre. Verjamem, da se jih bo v skladu s temeljnimi vrednotami Slovenske ljudske stranke mnogo odločilo pomagati ohraniti tradicionalno definicijo družine. Decembra pa po nekaterih napovedih lahko po zamenjavah članov arbitražnega sodišča vendarle pričakujemo končno odločitev arbitraže vprašanje določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta arbitražno sodišče ustanovili skupaj z ratificiranim arbitražnim sporazumom z namenom rešitve mejnega vprašanja. Nobena od držav ne more enostransko odstopiti od tega sporazuma, v katerem se je vsaka zavezala tudi k spoštovanju končne odločitve. Spomnim lahko, da smo arbitraži odločno nasprotovali in tudi zbrali podpise za referendum. Takrat je volja ljudi odločila, da bo o meji odločalo arbitražno sodišče in to odločitev spoštujemo. Ob morebitnih naslednjih neobičajnih potezah Hrvaške pa pričakujem, da bo spoštovanje odločitve arbitražnega sodišča z vso odločnostjo podprla tudi Evropska unija. Spoštovani, danes je v prvih vrstah mnogo županj in županov Slovenske ljudske stranke. Hvala, da ste se odzvali vabilo in ne le našim članom, pač pa tudi javnosti pokazali moč naše stranke, ki je le nekaj mesecev po neuspehu na državnozborskih volitvah utrdila svoj položaj z uspehom na lokalnih volitvah. Slovenska ljudska stranka ima še vedno največje število županj in županov v Sloveniji. Vi ste prvi, ki skrbite za prej omenjeno blaginjo državljank in državljanov, za kakovost bivanja svojih občank in občanov. Zaskrbljujoče je, da je država za svoje po večini neuspele poskuse nadzorovanja migrantske krize pripravljena zapraviti milijon evrov na dan, hkrati pa nikakor ne najde sredstev za izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti, financiranja delovanja občin. Občine so tiste, ki za občanke in občane, to je državljane in državljanke Republike Slovenije, zagotavljajo osnovno infrastrukturo, delovanje javnih zavodov, kot so vrtci, muzeji, športna društva, pa če želi tudi štipendije. Pogajanja o financiranju občin so se začela že mnogo prej, pa je država tudi takrat trdila, da ni dovolj sredstev, kljub temu, da jih je po zakonu obvezna zagotoviti. Korekten znesek povprečnine na podlagi zakonske formule bi moral znašati 652 evrov. Državni zbor pa je v sredo sprejel zakon, ki določa povprečnino v višini 522 evrov. Občine zagotavljajo enakomeren razvoj
in spostavljanje čim bolj enakomernih pogojev za bivanje državljanov. Nepripravljenost države, da izpolni svoje obveznosti, od katerih so preko delovanja občin odvisni njeni državljani, je nesprejemljivo. Nesprejemljivo je zato, ker se bo zaradi nižje povprečnine, ki jemlje iz lastnih sredstev, zaradi nižjega sofinanciranja investicij strani države in zaradi pomanjkanja evropskih sredstev, prihodnji razvoj lokalnih okoljih v naslednjih letih verjetno v veliki meri popolnoma zaustavil. Tega kot edina politična stranka, ki se že od vselej aktivno in uspešno zavzema za enakomeren razvoj naše države, ne moremo sprejeti. Ravnanje države bi lahko vzeli tudi kot zavajanje državljanov z namenom varčevanja na tistih mestih, katerih financiranje je že sedaj na zadnji še sprejemljivi ravni. Že sedaj je sredstev za nujne potrebne investicije, kot so na primer obnove cest, odločno premalo. Če povzamem nekaj ključnih tem, ki so med seboj kritično povezane. Vlada se kljub našim opozorilom ni bila sposobna dovolj hitro in ne dovolj odločno odzvati ob nastopu migrantske krize. Vsak javni pomislek in očitek so zavrnili z govoričenjem o diplomatskem dialogu s sosednjimi in drugimi državami. Posledica neodločnosti je ogromna vsota davkoplačevalskega denarja, po nekaterih izračunih tudi milijon na dan, ki ga že več kot 2 meseca država porablja za sanacijo kritičnih razmer, hkrati pa je v pogajanjih z občinami trdila, da v proračunu preprosto ni dovolj denarja, da bi izpolnila lastne zakonom predpisane obveznosti financiranja občin, ki državljanom zagotavljajo osnovno infrastrukturo, osnovni socialni servis. V ponedeljek bo interesna skupina lokalnih interesov v okviru državnega sveta zaradi sporne povprečnine za občinsko izvajanje zakonsko določenih nalog obravnavala predlog za veto na zakon o izvrševanju državnih proračunov za leti 2016 in 2017, ki ga je državni zbor sprejel v sredo. Proračunskemu zakonu pa veste, nasprotuje tudi v gospodarstvu. Vlada Republike Slovenije v zadnjem času slovenski javnosti jasno pokazala, da ni sposobna ali vešča strateškega premisleka o prihodnosti naše države, kar smo mnogi zaradi neobstoja volilnega programa sedaj vladajoče stranke napovedovali že med kampanjo za državnozborske volitve. Spoštovane članice in člani, ko sem pred skoraj letom dni prevzel vodenje stranke, sem povedal, da želim voditi in biti del odprte, široke, sodobne desnosredinske stranke. Mislil sem resno. V tem času sem 2-krat obiskal vsako volilno enoto in se tam srečal s predsedniki in funkcionarji iz lokalnih odborov. Naši pogovori so bili vedno tvorni in polni predlogov za delovanje. Ljudje so si upali povedati tudi tisto, kar jih je motilo, in skupaj smo poskušali najti rešitev. Verjamem v tak način dela in ga bom tudi v prihodnje ohranil. Stranka je demokratična, vsak ima pravico in dolžnost izraziti svoje stališče. Tako ustvarjamo in ohranjamo širino naše stranke. Naše delo usmerja volja večine. Še naprej bom delal vse v svoji moči, da bo stranka svojo širino zasedla prostor na desni sredini. Tisti prostor, ki nam je bil ob zadnjih volitvah vzet. In tisti prostor, ki se po razočaranju zaradi neizpolnjenih predvolilnih obljub, neodločnosti ter neuspehov sedanje vlade ponovno odpira za nas. Ponovil bom, za nas. Povedal sem že in še enkrat povem, tu ni in ne bo prostora za resne nove stranke. Isti kongres, na katerem sem bil izvoljen, je določil, da mora biti v enem letu izveden statutarni in programski kongres Slovenske ljudske stranke. To zavezo bomo danes izpolnili. Pot do prenove obeh dokumentov je bila tudi pot notranje povezanosti stranke. Pot je bila zahtevna, a sem prepričan, da smo delo dobro zastavili in s pomočjo naših zvestih članov, sodelavcev, strokovnjakov na svojih področjih in političnih izvedencev nalogo dobro opravili.
Posebej se ob tem želim zahvaliti dr. Andreju Umeku, vodji strokovnega sveta pri predsedniku, magistru Petru Volasku, vodji skupine za prenovo programa Slovenske ljudske stranke, Alešu Veharju, vodji statutarno-pravne komisije in podpredsedniku Primožu Jelševarju, ki je najbolj zavzeto spremljal dogajanje na vseh ravneh, ohranjal stik med posameznimi skupinami in tako operativno kot vsebinsko ogromno prispeval. Velika zahvala tudi glavnemu tajništvu Slovenske ljudske stranke in vsem drugim, ki so sodelovali pri tem velikem projektu in pripomogli, da bomo danes lahko naredili korak na novo pot za Slovensko ljudsko stranko. Veliko veselje in čast mi je, da lahko na tem mestu tudi javno najavim ustanovitev prvega think tank političnega inštituta v Slovenski ljudski stranki. Ideje za to so v naši stranki žive že skoraj 10 let, vendar nikoli nismo našli politične volje ali pa tistega nujno potrebnega časa, ki ga ustanovitev inštituta zahteva. Inštitut Slovenske ljudske stranke smo poimenovali po enem največjih slovenskih politikov vseh časov in zagotovo enemu najbolj prepoznavnih obrazov naše zgodovinske Slovenske ljudske stranke, dr. Antonu Korošcu. Z inštitutom dr. Antona Korošca želimo okrepiti nenehni notranji premislek v stranki, ki na strateški in vrednostni ravni sproti analizira, kaj stranka dela prav in kje je iz poti skrenila. Ob sebi želimo imeti stalno enoto, ki je politično stabilna in je sposobna sodelovati s podobnimi inštitucijami sestrskih strank v Sloveniji in v tujini. Hkrati pa je generator razmišljanja in idej na najvišji ravni v Sloveniji. Verjamem, da je ustanovitev inštituta dr. Antona Korošca velika pridobitev za Slovensko ljudsko stranko, kot tudi velika pridobitev za Slovenijo, ki je s tem dobila organizacijo, ki bo v politiki iskala skupne imenovalce z namenom doseganja višje kakovosti življenja v državi. Vabim vas, da skupaj gremo na novo pot s programom za dostojno življenje. Hvala za vašo pozornost. Dovolite mi, da se še tudi jaz, ker sem danes prvič v tej stavbi, v tej dvorani, res zahvalim svoji ekipi, ki je tako dobro, lično pripravila to dvorano, zato da se pokaže, da je Slovenska ljudska stranka tista, ki si to zasluži in je te prava in ima tiste svoje rešitve, za katere vemo in smo v njih tudi že spregovorili. Na meni pa je, da seveda predstavim predlog delovnega predsedstva, ki ga kongresu predlaga izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke. Za predsednika delovnega predsedstva predlagamo Žarka Pregla, za članico in člane delovnega predsedstva pa Antona Bogataja, Suzano Lado Krauze, Mirana Gorinška in Blaža Milavca. Spoštovane delegatke in delegati, kolikor se strinjate, prosim, da glasujete z glasovalnimi kartoni, ki ste jih prijeli v gradivo. Kdo je za tak predlog? Hvala lepa. Je kdo proti, ima kak proti predlog? Če ni, se vam zahvaljujem in prosim delovno predsedstvo, da prevzamejo vodenje našega programskega in socialnega kongresa.
Spoštovani, dovolite, da vas najprej vse lepo pozdravim, se vam zahvalim za zaupanje in upam na uspešno skupno delo. Ker čas hitro teče in je naša naloga, da čim hitreje in čim bolje speljemo ta naš kongres, predlagam, da takoj pridemo k našemu delu in seveda, če želimo uspešno delati, moramo najprej ugotoviti tiste standardne parametre vsakega takega zbora, to je sklepnost komisije. Zato potrebujemo verifikacijsko komisijo. In predlagam, da najprej imenujemo komisijo za verifikacijo in sicer predlagam kongresu, oziroma kongresu, da predlagam rešimo bolj stranke v tej seznami. Gospoda Franceta za predsednika, gospod Marjeto Peterlin za članico in gospoda Radoslava Simoniča za članica. Prosim vas, da z glasovanimi kartoni izglasujemo tole, najprej moramo vprašati, če ima dokaj proti, pri temu kakšen drug predlog, mislim, da ne. Predlagam, da to verifikacijsko komisijo izglasujemo. Kdo je za? Večina. Je kdo proti? Ne. Ugotavljam, da je verifikacijska komisija izvoljena in jo takoj prosim za odločilo o sklepčnosti našega kongresa. Spoštovane delegatke in delegati, verifikacijska komisija v sestavu, kot ste ga slišali, je v 10:15 uri preverjala prisotnost delegatk in delegatov statutarnega in programskega kongresa SLS dne 21.11.2015. Prisotnih je 123 delegatov od 189 možnih. Kongres je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Zahvaljujem se verifikacijski komisiji za poročilo in po tej ugotovitvi, da je kongres sklepčen, lahko nadaljujemo z delom. Naslednja taka čisto procesna naloga je, da izvolimo ostale organe kongresa. Med temi organi so komisija za sklepe, zapisnika in 2 obdelovatelja zapisnika. Za posameznega telesa, ki jih je predlagal izvršilni odbor, predlagam naslednje člane in članice. V komisijo za sklepe, ki ima 3 člane, predlagam dr. Andreja Umeka, gospoda Janeza Podobnika in gospoda Primoža Jelševarja. Za zapisnika predlagam gospod Heleno Polajnar, za obdelovatelja zapisnika predlagam gospoda Andreja Prosečnika in gospoda Roka Sedmineka. Želi kdo karkoli predlagati tej točki dnevnega reda oziroma na drugačen predlog? Kolikor ne, človite bi dal vse te organe hkrati na glasovanje. Kdo je za, ne prosim na glasovanje za to. Hvala. Kdo proti? Ne. Torej smo soglasno sprejeli te organe in se vam zahvaljujem, da smo potrdili osnovne organe kongresa. Je pa prosil, moderatornico, dali bi besedo našim gostom, pa bi prosil, da povabi našega gosta besedo. Hvala. Sedaj na oder prav lepo vabim evropskega poslanca iz Slovaške, člana Evropske ljudske stranke, gospoda Eduarda Kukana, sicer tudi nekdanjega slovaškega ministra za zunanje zadeve, da spregovori nekaj besed. Mr. Kukan, please, the stage is yours now.
delegatki in delegati, dragi prijatelji, dober dan. Hvala vam, and now I will continue in English. For me, it's a great honor to be with you today. Zelo sem počaščen, da sem lahko danes tukaj z vami. I was preparing for your congress and I studied the documents of your party, and I came to the conclusion that your party is a modern party, very pragmatic, practical, with good European vision, party which gives a lot of opportunities for young people, which I really appreciate. And today, when I was listening very attentively to the speech of your chairman, that was another evidence that you have a clear vision what to do to become a more stronger political party in Slovenia. Ko sem se danes pripravljal, da bom nastopil pred vami, sem si ogledal dokumente vaše stranke in videl sem, da je vaša stranka moderna, pragmatična in praktična, da ima jasno evropsko vizijo in da ima tudi načrte za mlade, kar zelo cenim. Pozorno sem tudi poslušal besede vašega predsednika in videl, da imate jasno vizijo, kaj bi lahko naredili, da bi postali močnejša stranka v Sloveniji. Now, I would like to say that the European